Ko obrtnik začne s poslom, je v težki dilemi, katero vozilo si bo nabavil za opravljanje svoje dejavnosti. In ko so sredstva, kot vedno, za nakup omejena in želje novo vozilo, je takšna Dacia najugodnejši nakup. Z vključenim davkom, ki za davčne zavezance ne predstavlja stroška, vas bo nakup stal manj kot 10 000 evrov. Za ta denar seveda ne morete pričakovati veliko. In tega razen trpežnih materialov in robustne izdelave tudi ne dobite. Kljub bogatejšemu paketu opreme in nekaj dodatnih doplačil ta mini poltovornjaček nima veliko. Le ročno klimo, daljinsko zaklepanje, en varnostni meh, ABS in meglenke. Sam bi si želel vsaj še varnostni meh za kompanjona in prikazovalnik zunanje temperature. Predno se gre na teren, je namreč treba vedeti, koliko plasti delovne obleke je treba dati nase. Ker Dacia spada pod francoski Renault, je vanjo vgrajena preverjena Renaultova tehnika izpred nekaj let. Bencinski agregat na prvi pogled mogoče res ni najprimernejša izbira, že zaradi same specifike vozila. Vendar vas z 1,6 litra in 64 kW moči ne bo razočaral. Ker ima krajša prestavna razmerja, tudi polno naložen nima preveč dela. Na ta keson zadaj je moč naložiti tovor do 800 kg, dovoljena obtežitev zadnjih vrat je 300 kg, keson pa je dolg 1,8 in širok 1,37 metra. Vendar zaradi blatnikov nanj lahko spravimo zgolj 1 evro paleto. Ker je vzmetenje pripravljeno na prirastek teže skoraj 80% lastne mase, je precej trdo nastavljeno. Zadnji del vozila bo na slabši podlagi zato precej poskakoval. Veliko mehkejša in prijetnejša vožnja pa je, če ga takole obtežimo. Glede na svojo ceno avtomobil ponuja zelo veliko. Saj se spomnite, koliko zastav, poli in podobnih mini pick-upov je bilo nekoč na naših cestah. Sicer ni najlepši, je pa zato zelo uporaben in ker je njegova pojava nekaj posebnega, vas tudi na cesti ne bodo spregledali.